Dober dan. Dober dan, spoštovani starši, tokrat najini odgovori na vaše vprašanja. Za najino predavanje, ki smo ga imeli na pozitivni psihologiji, trenutki, ki štejejo v vzgoji. Eno simpatično vprašanje se nam naju je še posebej dotaknilo, ampak preden to vprašanje povem, bi se vam rada zahvalila za vaš pogum, za vašo odkritost, za to, da postavite vprašanja. Vem, da to ni lahko. In seveda za vso vašo podporo. In danes bo odgovorila na vprašanje. Otrok me ima v telefonu shranjeno pod policaj. Ali ga preveč sprašujem? A se ti spomniš, kaj vse so nama otroci rekli, pa napisali, pa na Facebook pisali? Pa te občutke, a se jih spomniš? Ja. Začel se je že, ko so bili še pred puberteto, ko smo enkrat odvažali pač pohištvo. Ali to si najdel? Ja, pač to sem si zapomnil. In na zadnji steni pač tistega kosa pohištva pisalo: mami je numna. Tako, dosta veliko. Ja, bila sva iz časov dinozavrov, bila sva kako, da samo oni imajo toliko pretegnjene starše, da kaj slabšega se jim ni moglo zgoditi, ko imajo, da so se mogli glih nama roditi. Skratka, nič prijaznega. Mogoče prva stvar tukaj, jaz sem se dolg časa res obremenjeval, tako v tem smislu, pa kako more kaj takega o meni pomisliti. Jaz trudim se, vse ima on ali pa ona pa tako o meni razmišlja. In gledajte, to je mogoče prva past. A veste, ne gre za nas, oziroma gledajte, kaj mi naredimo. Mi damo, ko to slišimo, damo sebe v prvi plan in se začnemo ukvarjati s sabo, oziroma s temi občutki. Zakaj mi je nekdo rekel, kako mi more to kaj takega reči? Ja, pa tukaj tudi sprti se na ta občutek, joj, nisem dobra mama, joj, nekaj narobe delam, ker se mi tako trudimo, da bi pač otrokom ustregli, pa da bi bili res prijazni, pa da bi oni bili prepričani, da smo mi za njih najboljši starši. Ampak točno to je mogoče tudi že jedro odgovora na to vprašanje. A veste, zmeraj sta dve strani. Zmeraj je odnos med mano in otrokom. In ko otrok, tukaj gre za najstnika, ki nekaj sporoča. Kaj pravzaprav zdaj ta otrok sporoča? Za zgodnega najstnika, 12-letnika, veš, če tole delaš, pa se to sliši noter. Skratka, kaj želi otrok sporočiti, ko nas hrani pod besedo policaja ali pa pod kakšno drugo besedo? Meni se zdi zelo dobro, kako se je ta mama vprašala, ali ga preveč sprašujem. To je sigurno eno vprašanje, ki je za zamisliti se nad tem. Ampak policaj ima še druge lastnosti. Če pogledamo, recimo, katere so te lastnosti. Policaji tudi kaznujejo, to se pravi, ali ga nesmiselno kaznujem. Policaji so zelo velikokrat se vtikajo v stvari, ki mi ne želimo, da se vtikajo, hočejo vedeti stvari. Skratka, hočejo pogledati v naš svet, tisti, ki ga mi nočemo izdati, ki bi ga želeli imeti zase, ki je mogoče naša skrivnost, ki so mogoče tudi kakšni prestopiti čez mejo in tako naprej. Skratka, a mogoče ta otrok doživlja nas starše, kot da preveč rinemo v ta njegov svet in da nima dovolj prostora. Mi pa temu rečeva vsiljivi starši. S tem ne mislimo nič slabega, ker starši smo tudi vsiljivi zaradi tega, ker nas skrbijo stvari. Ker nam je mar, ker želimo otrokom najboljše. Največ v bistvu iz te skrbi za otroka poskrbimo, ga vprašamo,
a imaš to narejeno, kdaj boš šel to narediti, a si se že šel učiti, a on si že prebral, glej, kako si oblečen, daj vzem še neki, glej, zdaj še ni dosti toplo, ne moč takole nago hoditi okoli, kje imaš copate in tako naprej. Glejte, to mi počnemo zaradi skrbi. Ampak počnemo še tudi hujše stvari, recimo. Brskamo po njihovih dnevnikih, po njihovih zapiskih, po telefonu, gledamo message, kar je v bistvu za otroka kar hud prestopek v intimnost. Če se spomnite, ko ste vi bili toliko stari, a bi vam bilo všeč, da vam starši vse prebrskajo in da ne morete imeti v bistvu nekega svojega intimnega sveta. Ja, tlele zdaj, gledajte, to ne govoriva, da to počnete, ampak to so vprašanja, ki si jih postavite, če se vam recimo to dogaja. Gre za to, a jaz mogoče kje vstopam v ta prostor neke zasebnosti, ali pa zdaj, kaj so tukaj sploh potrebe. Kaj so, gledajte, potrebe najstnika so, da je samostojen. Zelo jasno pokažejo, da so zdaj oni najpametnejši, da vse vedo, da ni treba jim več nobenih nasvetov in da nas ni treba poslušati več in da bojo oni vse sami in da ne se mi brigamo zase, njih pa naj pustimo na miru. Gledajte, to so sporočila, ki govorijo, jaz potrebujem prostor, avtonomije, prostor, kjer bom jaz lahko preizkušal to, koliko sem jaz samostojen. In tlele gre velikrat za to, da mi tega prostora ne znamo prepustiti otrokom. Ker nas preveč skrbi. Ker nas skrbi, ker imamo ta črno-bel svet, recimo, a pol ga pa kar pustiš, pa saj, če ga ne vprašam več, če se je učil, pa se pa kar ne bo več učil. A veste, tako, imamo te, bom rekel, svoj svet prepričan, svoj svet strahov, in se zapletemo v to, da pač ne spustimo tega prostora, ne odpremo niti tega prostora in se potem ti plesi začnejo. Zdaj, tega je zdaj, bom rekel, kar precej lahko. Ampak to pomeni, tudi, da vi morate sebe zelo dobro poznati. Kakšni starši ste, kaj vas skrbi, odkje vas stvari skrbijo, kako ste se vi počutili, ko ste bili toliko stari kot otrok. In tukaj, v trenutkih, ko se vi zataknete sami s sabo, pa z otrokom v neke slabe občutke, tako, ko vam nekaj ne da miru, je zelo pomembno, da to raziščete in to, kar je Albert rekel na začetku, da najprej začnete raziskovati pri sebi, kaj se z mano dogaja. Vprašanje, kako je bilo meni omogočeno to, da sem prišel v stik z avtonomijo, z samostojnostjo, a jaz tukaj zmorem otroku zaupati, a imam izkušnje, kako to speljati. Jaz ne morem drugače, kot da rečem, to je delo, ki v najvodilih za najstarše imate na te teme kar nekaj, bom rekel, pripomočkov, kar nekaj vprašanj, zato da lahko to raziskujete. In ideja je ta, da najdemo tukaj neko ravnotežje. Se pravi, kaj je zdaj nek zdrav odziv? Mogoče s tem končava. Zdrav odziv je to, da se ne vznemirjate ob takih sporočilih, ki jih vidite pri otroku, da se mogoče odzovete s humorjem ali pa z radovednostjo. Jaz bi recimo rekla, majke mile, a toliko sem grozna, da pač pašem v rubriko policije. In potem bi otrok rekel, pač si grozna. In bi rekla, a misliš, da imam kakšno šanso, da se malo popravim, da pač kaj naredim v zvezi s tem. In bi poslušala, kaj mi otrok govori. Probala bi ga poslušati, ko bi on meni rekel, ti si preveč vsiljiva, ti mi preveč prepoveduješ, ti hočeš vse vedeti. Jaz ne bi rekla na to, ne, ni res, jaz to rabim zato, ker mene skrbi, ampak bi rekla, a tako se ti počutiš, kot da preveč rinem vate in da hočem čisto vse vedeti. In potem bi ga vprašala, kaj pa rabiš, da bi jaz to lahko naredila, ker meni je to težko, zato ker mene skrbi zate. To, da ukineš policijsko uro. Aha. No, to je zanimiva tema.
teh časov obram, Albert. Ta pogovor bi se zdaj tudi na tem videu lahko nadaljeval zelo daleč, ker recimo, da jaz mislim, da je policijska ura smiselna pri mojem otroku, da ne more biti do 2 in do polnoči, ampak da vseeno želim, da je pri 12 letih ob določeni uri doma. In bi seveda nadaljevala na ta pogovor ne tako generalno, da bi rekla, ne, to pa ne, to sem pa jaz tako rekla, ampak bi ga vprašala, kaj je tisto, kar si on želi delati po tej uri zunaj, recimo, in bi mu potem povedala, da žal še ni dovolj star za to, da ga spustim. Ampak to je mogoče tema za še en video, je pa bila tale dobra zdaj. No. Tako da, gledajte, jaz vas prosim, da delite tale video, da ga lajkate, da napišete od spodaj še kakšne komentarje, ker to je, vse veste, vaš odziv je najina motivacija in veste tudi to, da skupaj delamo lepši svet. Tako da, hvala lepa, se vidimo v naslednjem videu. Čau, čau!